Jaz vas lepo pozdravljam na, moram povedati, da se ne bom zmotila, 34. Evropskem akademskem forumu, ki je organiziran od del Žanine katedre, katere nosilec je naš profesor. Da ga lepo pozdravljam, profesor Matej Avbelj. Se pravi, že 34-tič se v sklopu tega Žaninovega srečujemo v taki obliki, ki je namenjena vprašanjem, ki se nanašajo na pluralizem v Evropski uniji. Zdaj vidim, da nas je v zadnji prebudilo oziroma zbudilo tudi vrš, če vas ne moti, upam, da me dobro slišite, da lahko nadaljujemo. Zdaj v okviru tega Žaninovega foruma sem rekla, da govorimo o pluralizmu v Evropski uniji. Moje trdno prepričanje je, da pluralne družbe ni, če ni nekega uravnoteženega okolja, ki nudi enake možnosti, enake priložnosti, da nismo preveč s pravnimi termini opredeljeni, enakovrednost, enakopravnost, enako spolov, različni termini se uporabljajo, skratka nekakšna uravnotežena družba moških in žensk. In današnji forum ni edini, ker poskrbimo za to, da se s temi temami ukvarjamo tudi sicer, je namenjen položaju žensk v znanosti in v akademskem okolju. Zdaj moram dodati še to, da poteka ta forum ne samo v sklopu Evropske pravne fakultete Nove univerze, ampak tudi Evropskega združenja žensk pravnic, EULA Slovenija, in morda se mi zdi to tudi pomembna in primerna priložnost, da povem glede tega, da je predsednica tega društva, torej profesorica Verica Trstenjak, nedavno postala ena izmed podpredsednic Evropske akademije znanosti in umetnosti, ki združuje neko ogromno število znanstvenikov, katere član je pa tudi že prej omenjeni profesor. Zdaj, zakaj omenjam profesor Avbelja? Pravzaprav ga ne bi niti v kontekstu te Žanine katedre, če, in upam, da smem to povedati, deliti to zgodbo, če se ne bi jaz z današnjo gostjo, eno izmed gosti, dr. Romano Jordan, pogovarjala kar nekaj mesecev nazaj, če sem povabila, pa bom kasneje povedala zakaj, ko sem jo povabila, da pride sem in predstavi en določen projekt, o katerem več v nadaljevanju. Pa mi je ona rekla, ampak veste, ne vabiti samo ženske, vabiti morate tudi moške. Jaz sem sicer, zdaj, če pogledam tukaj po občinstvu, moram biti odkrita, ne vem, koliko mi je to res uspelo, sem pa kolega Avda, ki je tudi prorektor Nove univerze, nekajkrat vprašala, če bom prišel, in je seveda že prvič rekel, ja, pa za vsak slučaj ga ne bi pozabil, da imamo tudi tukaj moškega predstavnika v vodstvu naše univerze, ker se bomo nekaj o tem tudi pogovarjali. Zelo vesela sem, da so se mi danes pridružile dr. Romana Jordan, pomočnica direktorja za evropske zadeve na Inštitutu Jožef Stefan, nekaj več še o tem povem kasneje, kolegica dr. Liljana Brožič, izredna profesorica na Fakulteti za družbene in evropske študije, državne in evropske študije, domača pa najhujše ne povem Nove univerze, ki je tudi dekanja te fakultete, to se mi zdi v tekstu te današnje teme tudi pomembno omeniti, in moja draga kolegica, prej smo govorili s sodnikom o pravniškem državnem izpitu, sotrpinka, kako naj rečem, v času priprave na pravniški državni izpit, dr. Jerca Kramberger-Škerl, ki je pa profesorica, redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Tako da najlepša hvala, da ste se odzvali k vabilu in prišle. Jaz bi še predno povem, zakaj smo se zares dobili, in dam besedo prvi gosti, mogoče povedala nekaj iztočnic, nekaj podatkov, statistika, smo rekli, da statistike ni nujno vedno najbolj verjet, pa vseeno, sem prej omenjala, kako sem
iskala po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, pa sem naletela samo na številke, upam, da sem svoje delo temeljito opravila, naletela samo na številke iz leta 2022, ampak se mi zdijo zanimive. Zakaj? Zaradi tega, ker povedo, kako se je v različnih sektorjih v Sloveniji zaposlenih okoli 17.000 raziskovalcev in od tega je približno tretjina raziskoval. To so podatki iz leta 2022. Kar se mi zdi pomembno povedati tudi, ker danes govorimo v nekem raziskovalnem okolju, v akademskem okolju, da je v tem visokošolskem sektorju okoli 55% raziskovalcev, torej moških, in 45% žensk, kar sta dokaj, če upoštevamo nekatere druge številke, je to še mogoče kar zgledna številka. Mogoče še en podatek, da je v Sloveniji prebivalo 44% delež doktoric znanosti leta 2022, pri čemer je zaznan, to se mi zdi pa ta pozitiven podatek, da je večje število žensk doktoric, ki so mlajše, torej ženske, ki doktorirajo, medtem ko je delež žensk med doktorji znanosti v starejšem delu nad 50 let znatno manjši. Kar je spodbuden podatek, zaradi tega, ker kaže, da se mlajše kolegice odločajo za to pot in za raziskovalno delo in da jih ni tako malo. To se mi zdi ključni podatek. Potem moram pa še omeniti en, ki pač pride zraven, je zelo pomemben vidik tega, veliko se o njem tudi sicer govori, to je plače, kako z vidika plač lahko umestimo ta kontekst ženske doktorice in plače doktorjev znanosti. Tukaj sem pa naletela na podatek, da so plače doktorjev znanosti v Sloveniji za skoraj 12% nižje od moških z doktoratom znanosti. V akademskem okolju, če pridem na akademsko okolje, pa lahko povem, in spet velja to za študijsko leto 2022-2023, da je bilo 47% visokošolskih učiteljev, ki zdaj potem žensk, 47% ta delež pa z visokim akademskim nazivom oziroma višjim akademskim nazivom postane manjši. In med docenti je recimo 47% žensk, med rednimi profesorji pa 10% manj. To so nekatere, se pravi, v statistiki gre ali ne gre verjeti, tale je iz leta 2022. Se mi zdi pa v tem kontekstu morda povedna vseeno, da je to sigurno tema, ki velja nameniti našo pozornost in ki jo zdaj, tudi če o njej skozi ne govorimo, je fino, da jo imamo nekako, bi rekla, v mislih. Zdaj pa zakaj Romana Jordan? Kot rečeno, so se medve zdaj že zadnjih nekaj mesecev bile dogovorjene, da bo potekal ta Evropski akademski forum. Jaz sem jo želela povabiti oziroma organizirati ta forum še lansko leto. Pa je rekla, ne, še ni čas. Zakaj? Zaradi tega, ker se je letos, pa boste potem vi v tem vašem razmišljanju povedali, ali se letos zaključuje projekt Athena, uveljavljanje enakosti spolov za sprostitev raziskovalnega potenciala raziskovalnih organizacij in organizacij za financiranje raziskav v Evropi, v katerem je sodeloval tudi institut. Čeprav razumem, ste bili tudi koordinatorica na inštitutu tega projekta, ki je seveda širši, ker poteka pod okriljem Evropske komisije, pa bo to vse povedala ona. In mogoče, to je bil ključni razlog, znotraj tega se bo vrtela ta naša rdeča nit. Sem pa želela potem malce to sestavo tudi uravnotežiti z vidika znanosti. Zakaj? Zelo veliko raziskav poteka o poklicih in izobraževanju s tema, se pravi raziskav na področju naravoslovja, matematike, tehnologije. To so tiste deli, kjer ženskih
žensk ni tako zelo veliko kot v družboslovju. Ker se mi je zdelo vseeno pomembno, da potem ta naravoslovni del uravnotežimo tudi z našim družboslovnim delom, ki ga pa zastopamo mi tri, malo bolj smo močne, ne? Ampak zato imam pa doktorica Jordan v bistvu za sabo zelo pomembno raziskavo, katere izsledke bo delila z nami zdaj. Jaz vas samo spremim, da vam vključim še tale PowerPoint. Takole. A bo to vedel, da vam še tisto na diaprojekcijo, ne? Takole. Tako da prosim. Najlepša hvala, lep pozdrav vsem prisotnim. Sem zelo počaščena, da ste me povabili sem na našo univerzo, da smo predstavili, kaj se dogaja na inštitutu v zvezi s to tematiko in da smo taki prijetni tudi ugledni družbi. Začela bom malce širše, s projektom Athena, namreč še globoko v prejšnjem stoletju sem hodila na fakulteto za elektrotehniko in ko smo rekli, hvala Bogu, da nas je vse toliko žensk tam, da smo si uspele pravočasno razgraditi informacije o tem, kje so bili celiki in lahko najdemo, ker je bilo seveda bistveno manj kot so moške. In to pravzaprav niti ni taka brezvezna opazka, s katero začnem, ker takrat, ko so ženske že imele recimo možnost izobrazbe, ponekod bolj, druge manj, ali pa je bila ta bolj zasebna, in je bil, pa to je manj kot 100 let nazaj, in je bil še preprečen, po marsikateri ugledni inštituciji in je bila preprečena zaposlitev kot raziskovalke, tudi z argumentom, da nimajo toaletnih prostorov. Zdaj, en tak primer, bom samo enega izpostavila, ampak najdete jih zelo veliko v literaturi. En takih primerov je recimo Liz Meitner, to je pač bolj moje področje, zato rada izpostavljam, ampak je tudi zelo tako nervovpijoč primer. Ona je res bila ključna za odkritje jedrske fisije, se pravi cepitve jedra, fizikalnega principa, na katerem delajo jedrske elektrarne. Ona je vodila vso teorijo, to teoretično delo, ampak kljub temu, da je bila takšen silen na univerzi v Berlinu, ni smela biti v laboratorijih. Ona je lahko delala v kleti in na WC je smela hoditi v sosednji lokal. Če se spomnite, mogoče leta 1944 je Otto Hahn dobil Nobelovo nagrado za odkritje jedrske fisije. In sam je dejal, da je bila Liz Meitner njegova asistentka, bilo pa ravno obratno. On je izvajal poskuse, tako kot mu je ona pripravila stvari na teoretično podlago in celo takrat, svetovna vojna, ona je bila življenja, zdaj se res ne spomnim čisto točno, mislim, da je zbežala na Švedsko in je potem od tam imela to korespondenco. Skratka, res, po eni strani je imela smolo, v katerem času bila rojena, po drugem je imela pa tudi kar nekaj ovir kot ženska. Mogoče se vam zdi čudno, da sem s tem začela, ker je res bizaren primer in boste rekli, se tega pa danes več ni, Ampak, a ste prepričani? A tole še vidite kdaj? Še vidimo, Pa verjetno se nam zdi tako zelo normalno, da niti ne pomislimo, da je s tem kaj narobe. Veliko stvari se še dogaja, ampak to je tak primer, ko ga zelo enostavno lahko prikažem, se pa veliko stvari še vedno dogaja, ki so malce bolj skrite, ki jih imamo nekje v svoji podzavesti skrite, kot normalne, in zato je pomembno, da na te stvari opozarjamo in se z njimi ukvarjamo. Tole je iz leta 24, februar 2024, Skupščina Inženirske akademije Slovenije. Jaz sem prav preštela, na tej sliki je 29 moških in 2 ženski. Se pravi, manj kot 7% žensk je to. Potem sem pa poskušala to, kar ste vi omenili prej, najti podatek o številu inženirk in inženirjev v Sloveniji, pa ga nisem našla. Pa sem želela najti podatek o številu študentk na fakultetah, kjer izobražujejo inženirke in inženirke, pa
ne, pa nisem našla. Tako da tega podatka sploh nisem pa prepričana, da je inženirk bistveno več kot 7%. Tudi to je nekaj nenormalnega, ne. No, ko smo mi na inštitutu dobili projekt Athena, ki je bil že večkrat omenjen in ga bom potem kasneje predstavila, je eden od naših kolegov, ki je bil tako pač tipičen raziskovalec, nič slabega ni imel v mislih, ne, ampak si je rekel, zakaj pa mi ta projekt potrebujemo, to je bil eden od vodja enega od raziskovalnih odsekov in je čisto sam naredil eno analizo, ki je nam potem, ki smo izvajali ta projekt, izredno koristila, njemu pa spremenila mišljenje o teh stvareh. On je namreč po vseh različnih materialih, ki jih je našel na inštitutu, preštel, kolikšen je delež članic znanstvenega sveta in kolikšen je delež, oziroma članic, no, saj članov je pa seveda vse, kar manjka do 100%. In je ugotovil tole rumeno krivuljo, ki se sicer lepo veča, ne, pride celo do 43%, potem pa spet strmo začela padati. Potem je pa tudi preštel vodje odseka, pri nas so enote, ki so raziskovalne, imenujemo raziskovalni odseki, je pa tale zelena krivulja, vidite, ta je pa še precej slabša in tudi z letom 18 začela padati. Ja, ne smem se dotikati, ne? Ja, če se gremo. Ja, se ne bom. Potem je pa štel tudi vodstvo, tule pa ne vem čisto točno, kaj je štel, vem, da je štel direktorja, vodje odsekov, ampak ja, vem, direktorja, vodje odsekov, pa vodje skupnih služb, ki so pa že tudi seveda v večini ženske, zato je ta rdeča krivulja malo boljša. In potem, seveda, že tole je rekel, tole pa ni ravno dobra slika našega inštituta, ne. In potem je šel gledat, ker je seveda zanimiv ta vrh, pa potem zakaj nam vse skupaj pada po letu 2018, in je ugotovil takole, da od leta 2000 do 2021, kar je spravi raziskovalec, vse je ročno zbral. Je bilo 27 menjav vodij odsekov, v 22 primerih je bil moški, ki je odhajal in so ga nadomestile le 3 ženske. Ko je bila odhajajoča vodja ženska, pa jo je od 5 primerov nadomestila le 1 ženska, torej samo 20%. In je rekel, torej trend je, vodje za svoje naslednike vzgajajo moške, tudi ženske vzgajajo moške, ker je to očitno neka, ne vem kaj, kultura okrog nas. In seveda njegov odgovor je bil, ja, res rabimo ta projekt, bil je pripravljen aktivno tudi sodelovati v enem od odborov, ki smo ga imeli, potem je v tej svoji analizi tudi, to svojo analizo tudi večkrat predstavil, tudi v interni časopis je o njej nekaj napisal in seveda, ko te tako močno podpre eden od vodij odsekov, je to zelo pomembno in prej, kot ste omenili, jaz mislim, da pri teh procesih nasploh je podpora vodilnih kadrov, vodij je to res bistvena. Tudi naš direktor recimo nas je izredno podpiral ves čas, imeli smo en kup enih izobraževanj, on je bil čisto na vseh. Tako da to res potem zelo potrebno. No, zdaj pa nekaj o projektu Athena. Res je, to je eden od projektov, še zadnji projekt, ki smo ga dobili iz obzorja 2020. Namen je spodbujanje enakosti spolov, to je malo nerodni izraz. Upoštevanje raznolikosti spolov in potem seveda ustvarjanje okolja, ki omogoča enake možnosti. Ampak tu smo mi pač rekli, da bomo nekako upoštevali terminologijo, ki so pač razvili, ki jo je pač razvila stroka na tem področju. Tudi mi si ne pustimo, da se kdo vmešava v naše izraze. Se veste, vsak na svojem področju je fino, da prevzamemo odgovornost. Zmanjšanje ovir pri zaposlovanju, napredovanju, ohranjanju raziskovalk v organizaciji ter odpravljanje neuravnoteženosti spolov v procesih odločanja. Glavni cilj projekta, tisti tako oprijemljiv, moram reči, da je priprava načrta enakosti spolov v skladu z najsodobnejšimi smernicami Evropske komisije. Ker nismo želeli imeti kar en načrt, zaradi tega, da obkljukamo
da ga imamo, ker po letu 21, z letom 21 so postali obvezni, ampak smo želeli, da je pripravljen tako, da ga mi poosebimo in ga potem tudi izvajamo. Zastavili smo si pa tudi specifičen cilj, ki sploh ni bil del projekta, ampak mi, ko smo projekt dobili, smo se sestali, bom potem tudi pokazala, kdo smo bile to, ker smo bile same ženske, zato tako govorim, smo rekli, naš cilj ne bo narediti eno posebno skupino znotraj Inštituta Jožef Stefan. Naš cilj je, da prepoznamo, kaj so tiste stvari, ki recimo bolj ovirajo ženske na inštitutu, ne pa samo ženske, in na podlagi tega oblikovati neko boljše, bolj sprejemljivo delovno okolje, ki bo koristilo vsem. To smo res, ves čas smo imeli to v mislih. Začeli smo ga izvajati 1. februarja 2021 in zdaj smo ga za par mesecev, smo ga letos podaljšali, tako da se konča junija 2025. Podaljšali smo ga zaradi tega, da lahko v rezultate vključimo tudi številčne podatke preteklega leta. Sodelujoče organizacije, v glavnem so to univerze, mi smo, mislim, da edini naravoslovni inštitut, potem sta dve organizaciji za financiranje raziskav. Sestavo tega konzorcija vam želim pokazati zaradi tega, ker smo mi od njih res ogromno odnesli. Naš cilj dejansko niso bile nobene raziskave, pa so možne družboslovne, ampak smo rekli ne, če nas bo kdo povabil, če bo rabil kakšno umetno inteligenco ali karkoli, bomo še pogledali, ampak smo videli, da ni potrebe. Mi smo želeli najboljšo možno izmenjavo znanj in smo res ogromno znanja dobili od naših partnerjev, da smo potem res izvedli ta projekt. Naš cilj je bil načrt enakosti spolov. Tole je pa naša ekipa, tista, ki je dejansko imela pisane ure na projektu. Razen tehle asistent pa mene, ki smo iz iste enote, so vse ostale kolegice, vsaka kolegica je iz druge enote. Tako da smo res pokrili zelo različne odseke, raziskovalno delujejo na zelo različnih področjih in čisto vse so ugledne. Se pravi, nihče, jaz mislim, da nikomur ni prišlo na misel, niti da bi bil kakršenkoli učitelj, da to izrabljamo zato, da bomo lažje kjerkoli napredovali. Ker dejansko to ni bil primer pri nobeni od njih. Ene so bivše vodje, ene so še zdaj vodje odsekov, ene so itak zaradi drugih stvari ugledne. Tako da ta sestava je tudi zelo pomembna. Zdaj, projektnih nalog jaz ne bom posebej predstavljala. To so pač ti delovni paketi, ki jih poznate sami. Če bo koga zanimalo, bom potem šla kaj bolj v podrobnosti. Mogoče samo tako na splošno povem, da najprej smo morali se same naučiti, kaj se dogaja na tem področju v Sloveniji, kakšne so zahteve Evropske unije. Raziskali smo, a je po kakšnem naključju kaj narejenega tudi na inštitutu. Je bilo, mimogrede je bilo v okviru raznih projektov, ampak je ostalo na enih odsekih, ni bilo pa dvignjeno na inštitutsko raven. Potem smo začeli zbirati podatke. To smo vsi delali, vsi partnerji. In takrat smo se naučili, da pravzaprav tudi kdorkoli je izvajal podobne projekte, vsaka oseba je dejala, najtežji del projekta je zbiranje podatkov. Nihče nima pripravljenih baz podatkov na tak način, da ti pade podatek ven. Vse je treba delati na roke, mi smo zdaj že en del tega seveda sprogramirali, tako da jih tudi avtomatsko pridobimo. In seveda, če ti ne zbiraš podatkov ločeno po spolu, potem ne veš, da imaš tu problem. Čisto jasno. Skratka, to je bilo, ta zalogaj je bil najtežji. Potem smo pa seveda z raznimi metodami tudi pridobivali kvalitativne podatke, na osnovi tega pripravljali načrt enakosti spolov in tudi številna izobraževanja, ker smo se morali mi kaj naučiti, potem pa seveda tudi nekako opozoriti kolegice in kolege na znanja z tega področja.
Če vas kaj bolj zanima, se lahko kasneje vrnemo na te delovne pakete. Projekt smo izvajali na tak način, da smo rekli, da moramo res vključiti celoten inštitut. Mi, da so eno raziskovalci, potem so raziskovalke, pa skupne službe, pa tehnični servisi, pa vodstvo, pa ne vem kaj še vse, vsi morajo biti vključeni. In dejansko so tudi bili. Raznolikost na to, kar sem zdaj povedala, raznolikost na to, s katerimi raziskovalnimi področji se ljudje ukvarjajo, raznolikost po starosti in tako naprej, po spolu ali po spolih, a ne. Skratka, čim več te raznolikosti smo tudi vključile v ta projekt. Potem seveda odprtost. Zelo hudo promocijo smo imeli na inštitutu, zato da bi vključili čim več ljudi v izvajanje teh nalog. In pa tudi, če je bil kdorkoli, ki se nam je sam javil ali pa javila, smo z veseljem to osebo sprejeli. Tako da res nihče ni imel zaprtih vrat, transparentnost. Zelo smo se trudili, da smo objavili, kaj delamo, pisali tudi v interno revijo in tako naprej, nič ni bilo skrito, tudi spletno stran smo naredili svojo na inštitutu. Potem opolnomočenje, to sem že prej omenila, opolnomočiti smo se morali. Mi same, niti izrazov nismo poznali teh, ne. Potem še zdaj me bo unconscious bias, se pravi, nezavedne pristranosti, a ne. Tega se sploh nismo zavedali. Potem, katere so metode, da se to prepozna, na kak način, ne. To vse smo se mi same učile, hkrati pa tudi na te dogodke vabile kolegice in kolege in moram reči, da smo imeli kar dobro udeležbo, ne, odlična je bila. Razen na enem dogodku smo bile razočarane in so hodili tudi, seveda v večini so bile ženske prisotne, ampak je bil kar lep delež tudi moških. Dejali smo tudi, da se bomo rekli Bob, da se bomo osredotočili na ovire in njihovo odpravljanje. Nič ne bomo poskusili skriti, ne, takole je, priznali se bomo in bomo tu ukrepali. Mislim, da je pomembno, da tudi to povem, da smo definirali 4 ciljne skupine, najvišje in srednje vodstvo, kadrovski strokovnjaki in strokovnjakinje, tu smo imeli malo težav, ker nismo imeli te kadrovske službe. Potem raziskovalno osebje za načrtovanje in izvedbo raziskav, pa administrativno osebje. In tu smo potem z njimi delali na različne načine, ki so nam jih predlagali znotraj konzorcija. Imeli smo recimo, ne vem, sestanke fokusnih skupin, kjer smo nekako šli v diskusijo na voden način, da smo definirali ukrepe, potem smo izvajali intervjuje, ena na ena, potem smo dali tudi anketo po celem inštitutu, kjer smo imeli tam okrog 45% odzivnost, kar je pri inštitutu s 1300 zaposlenimi že kar lep uspeh. Tako da, res so se zaposleni lepo odzvali. No, rezultat je pa načrt za enakost spolov, jaz jih tule enih par prinesla, sicer pa najdete v slovenski in angleški izvod tudi na naši spletni strani. Malo si bom pomagala s tem svojim izvodom. Različna področja, za različna področja smo oblikovali ukrepe, seveda rekli smo, da naš cilj ni veliko besedila, ne, res smo dali samo minimalno besedilo noter, tisto, kar je ključno, pa seveda v preglednicah, kjer smo našteli ukrepe, ki smo jih razdelili v 5 področij. Eno je ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter organizacijska kultura, tu so recimo kot ukrep predlagane spremembe notranjih aktov, letna ocena enakosti spolov, preobrazba politike, IS, v družini prijazno podjetje in tako naprej. Potem ravnovesje spolov na vodilnih položajih in pri odločanju, že spet notranji akti. Če vas zanima, bom potem z veseljem kaj več povedala. Spodbujanje vidnosti žensk v raziskovanju, v programih usposabljanja in vodenja. Enakost spolov pri zaposlovanju in napredovanju, no, tu je pa seveda daleč na prvem mestu ustanovitev kadrovske službe.
oblikovanje transparentnih in objektivnih načrtov kariernega razvoja, vzpostavitev spodbudnega sistema, notranjega nagrajevanja in tako naprej. Vključevanje razsežnosti spola v raziskovalne in pedagoške vsebine, tu smo pa metriko uvedli, da to zdaj tudi spremljamo, kako se izvaja, hkrati pa smo tudi pripravili eno izobraževanje, kaj lahko raziskovalke in raziskovalci storijo, da vključijo spol v svoje raziskave in so zaradi tega še bolj konkurenčne. In ravno to je tisto predavanje, kjer smo imeli pa najnižjo udeležbo, tega jaz ne razumem, ampak bomo ponovili. Potem pa še ukrepi proti nasilju na podlagi spola. Tu je bilo pa treba seveda postaviti celoten sistem, notranja pravila, ljudi o tem obvestiti, zaposliti ustrezno osebo, da to še pridemo. Uvedli smo tudi več oseb, ki, kako jim že rečemo, zaupne osebe, tako da je zdaj res ta sistem vzpostavljen in mislim, da tistega, ki se malo te stvari zanimajo na inštitutu, bi to moral vedeti. Je pa tako, da je treba pravzaprav, se mi zdi, kar na letni osnovi osveščati tudi. Zdaj bom pokazala nekaj številk po letih, tu pa tam še kakšna manjka. Zdaj seveda pričakujete, da bodo številke od leta 2021, ko smo začeli izvajati projekt, pa kar rasle. No, žal se to ni zgodilo, tudi v bistvu vse nismo tega pričakovali. Mi smo zdaj v teh letih komaj da začeli zares izvajati ta načrt. Določeni podatki so celo slabši in se bodo izboljšali. Tole je podatek o zaposlenih na inštitutu. Zdaj, da vam malo pomagam, tule spodaj piše število vseh zaposlenih, moški, ženske, skupnih službah, pa število raziskovalnega osebja. Takole gre pa potem po letih, od leta 2021. In se vidi recimo, da delež žensk je naraščal pri vseh zaposlenih, tudi